Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v dogodkih. Konec tedna je Radenska odprla svoja vrata obiskovalcem in jih popeljala po zanimivem svetu sodobne polnilnice slovite Radenske Slatine. V Radenski, ki je prvo steklenico mineralne vode napolnila daljnega leta 1869 in katere večinski lastnik je predlani postala skupina Kofola, so se za dan odprtih vrat odločili že drugič. Ja, lansko leto smo prvičkrat delali v takim načinu, kot danes vi to vidite, dan odprtih vrat. Je to zato, da vsi obiskovalci se želijo videti, kako dela Radenska in kako se včasih spremenja, da bo vsi videli. Pa to pomeni, da vsako leto nekaj ob juniju bomo delali, pa potem lahko se prirovnavajo, kako se počasi spremenja proizvodnja, pa kako se tu počasi vse spremenjava, pa kako delamo dobro. Namen dogodka je torej vse radovedne obiskovalce seznaniti z delom v Radenski, obenem pa se zdi, da je kljub skromni tradiciji že pridobil sloves dogodka z veliko pestrega dogajanja za obiskovalce vseh starosti. Za njih smo pripravili danes torej ogled filma Zgodba o Radenski, ki se predvaja na vsake pol ure. Naš zaposlen je tudi na tem področju v pripravi mineralne vode, ki tudi razloži, kaj se dogaja v tem delu obrata. Nato se naši obiskovalci lahko odpravijo do naslednje razgledne točke, to je naš razgledni stolp, odkoder si lahko pogledajo potek proizvodnje. Tam so tudi naši zaposleni, ki razložijo celi potek in odgovarjajo na vprašanja naših obiskovalcev. Cel obrat pa si ogledajo lahko z našim vlakom, ki smo si ga sposodili od naših kolegov iz Radgonskih goric, s katerimi zelo dobro sodelujemo, tako da si dejansko obiskovalci lahko za prijetno vožnjo ogledajo prav celoten naš obrat. Obiskovalci so bili ob bogatem prireditvenem programu več kot zadovoljni. Sem prvič zdaj vidiva znotraj, kako izgleda Radenska. In sva kar presenečena nad velikostjo in pa urejenost. Odlično je, dobra animacija za otroke, vzdušje je dobro, tako da super. Skoraj smo vodopade. Ja, pač, če ne bi bilo mreže, bi vodo padnila. Pa zanimivo je. Pa tudi htela smo biti mokre, smo pač ni. Pač polje je bilo fajn. Med tistimi, ki so prišli pokukati v delovne prostore slovite tovarne, so bili tudi ljudje, ki so bili tam nekoč zaposleni. Imam restauracijo v Gornji Radgoni, drugače sem pa rojena v Baračevi, to čisto blizu, kjer je bil prvi izvir, je verjetno prvi izvir Radenske, ker se spomnim že takrat, da smo si Radensko lahko kar iz tistega izvira sami nalivali. Moram pa reči, da sem delala v Radenski 25 let na vodilnih delovnih mestih in kar se tiče proizvodov Radenske, to je bilo vedno na prvem mestu, ker brez Radenske verjetno ne bi morali preživeti. In danes, ker imam že 29 let, sem privatnica restauracije M, Gornja Radgona, in imam vse proizvode Radenske, odkar poslujem, tako da Radenska, to je vse. Še Radenska in 3 srca, to nam da življenje, srečo, zadovoljstvo in to je to. V Radencih sem delala pravzaprav v Radenski od leta 1976 do 1981 in z ozirom na to, ko živim tudi v kraju v Radencih, čutim še vedno pripadnost Radenski. Pozneje sem bila zaposlena na osnovni šoli Radenci kot tajnica, sem po 15 let vodila turistični krožek in tudi preštudirala to monografijo Radenske 3 srca in mi Radenska ogromno pomeni, ker vse nam lahko vzamejo, ampak naše vode pa naših zrelcev nam pa ne morejo vzeti. Kljub nostalgiji pa se je na dnevu odprtih vrat počutila prijetno. Meni je fajn, motilo nas edino to pač, ko so tujci kupili. No, ampak glavno je to, ko se dela, pa ko se dale živi, pa ko le ljudje imajo zaslužek, ne. In kakšni so načrti vodstva v prihodnje? Pa zdaj malo investiramo v proizvodnju, malo investiramo v kvalitu proizvodov in tudi prinašamo nove proizvode na trg. In tako kot vsaki čas rečem, da naš cilj je, da se širimo spet na trgi bivše Jugoslavije. To je naš največji cilj. Pa ohranimo to, kot imamo v Sloveniji, pa se širimo dalje.
to so take naše najboljše izzive. Na Razkrižju pa je nedavno potekalo družabno srečanje Desusovih članov in simpatizerjev. Dogodka se je udeležilo tudi vodstvo stranke. Pred kratkim je Desusov območni odbor Ljutomer na Razkrižju organiziral družabno srečanje svojih članov in simpatizerjev, ki je bilo drugo tovrstno v tem mandatu. Prvo je potekalo pred 2 letoma v Biotermah pri Mali Nedelji, kjer so našteli več kot 200 udeležencev in približno toliko so jih pričakovali tudi tokrat. Poleg članov stranke iz občin Križevci, Veržej, Razkrižje in Ljutomer so prišli še člani iz Prekmurja in Gornje Radgone ter Desusovi poslanci, ministri in tudi predsednik stranke. Veliko je vprašanj, ki se pojavljajo med ljudmi in je prav, da pride vodstvo in nam tudi kaj pojasni. Je pa res, da to že nekako sovpada s predvolilnimi aktivnostmi za leto 2018 oziroma drugo leto, ko so lokalne in pa seveda državnozborske volitve. Danes ne bomo posebej obravnavali programa naše stranke, bomo pa se dotaknili vseh aktualnih vprašanj, ki so trenutno v Sloveniji. Prepričan sem, da bo predsednik stranke Karl Viktor Erjavec članov in simpatizerjem predstavil aktualne dogodke in zadeve, kako se v državi na nek način razrešujejo. Seveda bom imel tudi svoj nagovor in bom opisal, kakšna je aktualna politična situacija v Sloveniji. Zlasti pa tudi bom nekaj spregovoril o tem, da se bližajo volitve, glede na to, da bomo naslednje leto spomladi zaključili reden parlamentarni mandat. Je za pričakovati, da konec maja, začetek junija naslednjega leta, da bodo parlamentarne volitve, potem v jeseni lokalne volitve. Mislim, da ravno tako druženje izkazuje podporo članov in članic stranki, programu. Erjavec je omenil tudi namere Desusa v zvezi s predsedniškimi volitvami. Mi v stranki Desus nekako menimo, da ne bi šli s svojim predsedniškim kandidatom. Mi menimo, da je bolj pomembno za nas, da imamo dobre rezultate na državnozborskih volitvah, na lokalnih volitvah, ker tam dejansko lahko nekaj naredimo za starejše, za upokojence, tudi za gospodarstvo. Srečanje je tako ponujalo tudi priložnost za razpravo o kandidatih za državni zbor. Tudi danes bom seveda spodbujal, da naj že sedaj poiščejo prave kandidate, zlasti zato, ker stranka Desus, kar se tiče občine Ljutomer in tega volilnega okraja, je izjemno močna. Vemo, da zadnje mandate vedno je izvoljen tudi naš vodja poslanske skupine, gospod Franc Jurša, in zlasti tudi priprave na lokalne volitve. Mislim, da bi bilo prav, da nastopamo tudi z županskimi kandidati, da že evidentiramo občinske svetnike in zlasti, da se pogovorimo o tem, kaj bi bilo potrebno ponuditi občanom, kakšne programe, kako zadovoljiti njihove potrebe in to vključiti tudi v volilni program stranke Desus. V stranki, ki se zavzema za izboljšanje položaja upokojencev, so glede prihodnosti sicer optimistični. Letos bodo prvič izplačani regresi za vse upokojence, usklajevali bomo pokojnine. Naslednje leto je pa že dogovor znotraj koalicije, da zelo glasni ZUJF, ki omejuje usklajevanje pokojnin z zakonom, da ne bo več veljal. Poleg področij, ki so s položajem upokojencev neposredno povezana, pa je Erjavec izpostavil tudi potrebo po dejavnejšem vključevanju stranke v gospodarstvo. Mi smo mnenja, da moramo tudi začeti se ukvarjati z gospodarskimi vprašanji, ker če bo gospodarstvo uspešno, potem bodo tudi pokojnine, bo tudi zdravstvena blagajna bolj polna. Ker je slovensko gospodarstvo precej vezano na izvoz, globalna konkurenca pa je znotraj Unije precej močna, razmišljajo tudi o vključevanju v nove trge, kot so Rusija, Turkmenistan, Azerbajdžan, Turčija in afriške države, je še izpostavil Erjavec. Sicer pa vidi neizkoriščene možnosti tudi v deželi ob Muri. Jaz mislim, da je to eden najlepših
koncev Slovenije, ki ima izjemne možnosti za turističen razvoj, pa tudi za razvoj logistike in transporta. Zdaj vemo, da tukaj smo nekako v križu med Avstrijo, Madžarsko in pa Hrvaško. Za konec je Erjavec izpostavil še svoj pogled na Pomurje nekoč in danes. Spominjam se še 20 let nazaj ali 30 let nazaj, ko sem prihajal v te kraje, je bilo res precej videti, da je prisotna revščina in siromaštvo. Zdaj pa mislim, da tukaj lahko vidimo lepe hiše, lepe ceste. Edino, kar mi je žal, da so propadla nekatera podjetja, ki bi lahko bila bistvena za nadaljnji razvoj teh krajev. Ampak jaz mislim, da s to pridnostjo, s tem znanjem, ki ga imajo ljudje tukaj, da lahko pridemo nazaj na tiste pozicije. Jaz sem prepričan, da ti kraji imajo krasno možnost za razvoj. Mi politiki moramo pa pomagati in podpreti, da ustvarimo te pogoje in okoliščine za ta razvoj. Na naši televiziji pa smo pred kratkim gostili osnovnošolce iz Osnovne šole 2 Murska Sobota, ki so se tako imeli priložnost preleviti v skoraj čisto prave televizijske novinarje. Televizijo AS so pred kratkim obiskali otroci iz Osnovne šole 2 Murska Sobota, ki so se pri izbirnem predmetu odločili za šolsko novinarstvo. Med obiskom smo jim predstavili delo novinarjev in jim omogočili, da so se pred kamerami v televizijskem studiu preizkusili tudi sami. Zbrali smo nekaj utrinkov, ki bodo ostali tako v naših kot njihovih spominih. Zdravljeni gledalci, danes v našem studiu gostimo učenca Osnovne šole 2 Murska Sobota, Niko Kovačič. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Kako si se počutil v osnovni šoli? V osnovni šoli sem se počutil zelo lepo, ker smo počeli veliko zanimivih stvari in veliko novih doživetij. Katere predmete si imel najraje? Najraje sem imel za predmeta likovno, ker smo veliko ustvarjali, ter slovenščino, ker smo se naučili veliko novih stvari. Kaj rad počneš v prostem času? V prostem času igram odbojko in se sprehajam s kužkom. Kaj boš počel med počitnicami? Med počitnicami bom igral odbojko, ki je tu moj šport, in se bom družil s prijatelji, včasih igral nogomet. Si že razmišljal, kam bi šel naprej v srednjo šolo? Razmišljal bolj malo, ampak trenutno me zanima nekaj v zvezi s športom. To sta bila prva junaka, ki sta prebila led. Tistim, ki so sledili, je bilo tako nekoliko lažje. Pozdravljeni, danes sem z vami Taja Mesarič in bi rada gostila Jana Šiftarja. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Na katero osnovno šolo hodite in kateri razred obiskuješ? Hodim na Osnovno šolo 2 Murska Sobota in obiskujem 7. B razred. Ali ti je na tej šoli všeč? Še kar. Kaj vam je najbolj všeč na tej šoli? Dobili smo novo igrišče, športno, telovadnica mi je zelo všeč. Kateri predmet ti je najbolj všeč? Zgodovina. Zakaj pa? Zaradi prijazne učiteljice, ker me zelo zanima zgodovina. No, sedaj pa še nekaj vprašanj o vašem prostem času. Kaj najraje delaš v prostem času? Se družim s prijatelji, igram nogomet, gledam televizijo, igram računalnik. Ali že komaj čakaš, da bodo počitnice? Zelo. Zakaj? Ker bomo lahko počeli vse te stvari. Ali ste že premišljevali, kam boste se odpravili z družino na morje? Ne. Najlepša hvala za te odgovore. Tudi vam, dragi gledalci in gledalke, najlepša hvala za vašo pozornost. Očitno je bilo vsakemu naslednjemu paru še lažje. Pozdravljeni, z vami v studiu sem Enej Barber in bom intervjuval Niko Ropoša. Povej mi, se veseliš konca šola? Ja, saj bom se lahko več družila s prijatelji, igrala nogomet, sprehajala psa. Kateri predmeti so ti bili najbolj všeč? Najbolj všeč mi je bila športna in matematika. Lahko poveš, zakaj?
Matematika, ker imamo zelo dobro učiteljico in mi je pač všeč. Kaj boš pa počela v počitnicah? Igrala bom nogomet, se družila s prijatelji, sprehajala psa. Mogoče nam lahko poveš, ali treniraš nogomet ali kakšen drugi šport? Ja, treniram nogomet pri Željke Pomurje Beltind. Razmišljaš že kaj o prihodnosti v srednji šoli? Ja, v prihodnosti bi rada postala modna oblikovalka. Hvala za vaš posluh, drage gledalke in gledalci, in lep dan naprej. Nam so ga s prisrčnostjo zagotovo polepšali. Sledi še zadnja dvojica, ki je takole krmarila skozi pogovor. Povej mi, katero šolo obiskuješ? Obiskujem osnovno šolo 2, Murska Sobota. Kako se počutiš na tej šoli? Zelo mi je všeč, saj so učitelji zelo prijazni in spoštljivi do učencev. Kateri predmet ti je najbolj všeč? Najbolj všeč mi je angleščina, saj mi ta predmet zelo gre. Pa učiteljica mi je zelo všeč. Kako se počutiš, da so počitnice že skoraj pred vrati? Počutim se v redu, zato da bom imela več prostega časa. Kaj boš pa počela med počitnicami? Hodila bom v kopališče, se družila s prijatelji, pa na morje. Si že razmišljala kaj za naprej, za šolo? Ja, šla bom v frizersko srednjo šolo v Mariboru, saj bi rada bila frizerka. Upamo, da se bodo tako njej kot drugim želje uresničile. Kdo ve, morda pa bo kateri izmed njih v prihodnosti postal naš novinarski sodelavec. Spoštovani, pa smo pri koncu današnjih dogodkov. Želimo vam prijeten konec tedna in se vidimo znova v sredo.